navzgor in navzdol, bomo obrnili logiko in bomo probali narediti neke stvari v skupinah. Če ste pozorno poslušali prej gospoda Šmit Petra, ste videli, je bil njegov zadnji stavek, Slovenija mora postati dovolj ambiciozna, zato da lahko postane lider na področju zelenih tehnologij. In bomo dali najprej noben tax holidays in tako naprej, ampak okolje, kjer naj to stestirajo. Dodali jim bomo zelo pametne, ki jih imamo vključno z poslovnimi sistemi naših podjetij, kjer lahko probajo to skozi dobre finančne platforme. Moramo pa spremeniti tudi malo sami sebe in sicer na dolgi rok miselnost, ker na kratki rok ne gre. Jajca tudi ne zrastejo čez noč, ampak moramo imeti pogum za take odločitve in pa na koncu, če želimo imeti spremembe, moramo vzpodbujati napake. Kdor ne greši, prepočasi inovira. Super, gremo naprej. Naša skupina je pa dala naslov projekta Zeleni DNK Slovenije in sicer smo se odločili, da bomo vključili nacionalna in evropska sredstva, potem bomo razvili trajnostne poslovne modele tako v podjetjih, v biznis sektorju, kot tudi še. Se nam zdi zelo pomembno, da bomo z ozaveščanjem in promocijo in ter svetovanjem ozaveščali vse v zvezi s tveganimi priložnostmi. Določili smo tudi KPI-je in sicer število in tehnologije tudi v naš študijski program in izobraževanje čim več osvojiti. Imamo tudi seveda tu vlogo države, vemo od države ponovadi zahtevamo denar, seveda njih praks. Potem smo se pa malo bolj mi na tale znanost in izobraževanje skoncentrirali. Nekako predlagamo, da se uvede v celem šolskem programu, sploh pa mogoče tehnologij, ki naslavlja to problematiko, kaj za to rabimo, pač neke tuje in domače strokovnjake, moramo pač tudi neke, po moje, tuje strokovnjake privabiti, tudi doma jih imamo, ampak neki posebni državni štipendijski sklad samo za to zadevo, obvezno seveda ta študij, da materijala v proizvodni proces, seveda tudi dobavijo oziroma kompetentnega kadra v proizvodno ali pa storitveni proces in pa seveda potem tudi neko rešitev. Gozdovi, trajnostni turizem. Nekateri od teh stvari so celo že, ko bi rekel, neke prioritete in se marsikaj dogaja in še ciklična ekonomija. Dodali smo še biodiverzifikacijo,